Spoštovane dame in gospodje, dobro večer in dobrodošli na odprtju prenovljenega južnega dela festivalne dvorane Bled. Na oder vabim župana občine Bled, gospoda Janeza Pfeifferja. Dragi občanke in občani in vsi ostali gostje, prisrčen lep dobro večer želim tukaj v prenovljeni festivalni dvorani, ne tega dela, ampak tam odzad, tistemu delu, ki je malo zaostajal za časom. Sej ni bilo ogrožen na poslovanje dvorane, izjemno pomemben del naše turistične ponudbe, ampak tudi kulturne, pomembno tudi za nas. In še za širšo okolico, ker je to daleč naokrog dvorana, ki sprejme največ ljudi. Pozabljamo, da v vseh teh zgornjih gorenjskih občinah imamo nič podobnega, ne? Radovec, niti ne Svicer, večji kraj od nas, ampak tukaj na Bledu to imamo že od začetka 60-ih let in tukaj sem bil pred 54 leti prilevljen iz Cicibanov pionirja. In da si kar nekaj tle, mislim, teh, ki smo to ne doživeli, so bili sedeži še zbel, dolgozno, lahko rečem, od istih hudih časih, ne? Danes je drugač. No, že v tem času, kar sem župan, smo to že enkrat prenovljali, v glavnem zaradi foruma, ki je največji zunanji politični dogodek vsega leta tukaj v Sloveniji nasplošno in se to tukaj pa nas dogaja. Veliko izjemno pomembnih ljudi takrat pride in jaz se vsak let zaprosim, da jih ta lepota kraja malo navdihne, da bodo kaj naredili tudi za svoje ljudi, pa za mir na svetu. Letos nisem bil več povabljen, ampak prvo zabaven program v Dublice zvečer. Letos ljudi so po 10 letih, nisem soodpiral, več hudega. Tukaj imamo seveda Zavod za kulturo. Smo zelo veseli, da ta zavod imamo in to je mogoče edini zavod za kulturo, ki dela s dobičkom v Sloveniji. Čestitam še enkrat vsemu, kot bi vzela nagražu, završniku, direktorju, da je to nazva pri nas sploh mogoče. Sej rad veste, da je spomenik nacionalnega pomena. Sej, če bi bil skaj stal za vzdrževanje, bi bil sigurno lahko občinskega pomena, lokalnega, ne, da bi bili na naše stroške, ampak kogarkoli k tej obnovi je prispeva svoje, tudi občina, približno 50 000 evrov, ker je objekt naš, je pa upravljanje Zavoda za kulturo, ki kar precej dobil do stepnine in drugih dejavnosti, ki se na tem fantastičnem gradu odvijajo. Obiski od vse posod zadnjič vprašam, mi smo z Vietnama, si predstavljate, od vse posod, z Burme sem že zvečal. Vse to zdaj prihaja k nam, pusti nekaj, iz tega, kar seveda pustijo, se lahko tudi kaj prvošmo. Zelo previdno so tukaj delali tudi sredstvi in zelo se je mudil, ampak danes tega termina so se držali, danes na 9. decembra je prenovljen ta južni del dvorane vsem na ogled, kjer bo več manjših dvoran, morate vedeti, da če je velik kongres, da tukaj so vsi, pa gre pa po skupinah in tistega prostora za te skupine tukaj manjka. In mogoče se je tudi kakšen posel za to zgubil. Se ga pa ne smemo tega na Bledu prvošati, ker tisti, ki pridejo na konference, je ponovadi do drug plačan in jih nikoli ne bilo, če ne bi povabil, ker bi všeč in se vračajo. Ampak Bled seveda ni samo turizem, smo tudi mi, domačini in prebivalci okoliških krajev, ki imamo to dvorano izjemno radi za čuda priložnosti. Kaj se tukaj vse že ni zgorili in se še bo, predstave, koncerti, obletnice in težko verjamejo tisti, ki pridejo drugod, da je dvorana stara že čez
50 let. Še vedno je moderna, če se spomnite, da recimo kar drvarnica, ampak ni. Je spomenik tudi tega časa velike, velikopoteznih gradenj in nažalost je padel star zdraviliški dom, če bi pametno bi tudi tizga ohranili, ampak pokazala se je potreba, da Bled rab resno veliko dvorano in jo imamo in naš zavod odlično vzdržuje in ohranja v kondiciji in še enkrat vsem čestitam in se veselim te prireditve, ker je režiser po dolgih letih tukaj spet naš Matija Milčinski. Tako da še njemu že vnaprej hvala za doživetje, ki nas čaka in potem ogled novih prostorov in mislim, da tudi nekaj primernega, da ne bo se šli s praznimi želodci in suhimi grli proti domu. Še naprej lep večer in dobrodošli še naprej v tej dvorani, v katerikoli priložnosti in še vi pomagajte, da bo čim večkrat polna. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod župan. Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, dobro večer tudi v mojem imenu in dobrodošli na prireditvi poimenovani Festivalna dvorana Bled iz starih v nove čase. Nocoj se bomo namreč nekoliko sprehodili skozi zgodovino Festivalne dvorane Bled in Bleda samega, torej skozi stare čase, da bomo spoznavanjem zgodb, ki jih nosijo te zidovi, lahko še bolj ponosno skočili v nove čase in odprli prenovljen južni del dvorane. Skozi večer nas bodo popeljali harmonikar Jure Pavlič, učenec glasbene šole Radovljica, ki je nastopil prvi s pesmijo Otoček sredi jezera. Mogoče mu namenimo še en aplavz. Moški pevski zbor Triglav Lesce Bled z dirigentko Matejo Praprotnik se nam bo pridružil nekoliko kasneje v prvem nadstropju. Potem bosta tukaj pevca glasbenega studija Osminka Aja Koblar-Tutič in Tim Bogelnik, mladinski pevski zbor glasbenega centra Doremi Bled z dirigentom Primožem Kerštajnom, harmonikar Gašper Primožič, Big Band Bled pod vodstvom dirigenta Primoža Grašiča in pevci Andreja Geržina, Nataša Vester Trseglav, Iva Stanič in Marko Zemljič. Super postava, skratka. Festivalna dvorana Bled letos sicer praznuje 56-letnico obstoja. Zgrajena je bila namreč leta 1961 po projektu arhitekta Iva Špinčiča. Dvorana je bila zgrajena v skoraj rekordnem času s polaganjem samonosilne jeklene konstrukcije na betonske temelje. Bila je obložena z lesom, v zunanji obod zgradbe je bil steklen, notri pa, pazite, so bili zidovi samo pri sanitarijah. Vsekakor upam, da so sanitarije imele tudi streho in kakšno ventilacijo, ne samo zidove. Prvi veliki dogodek, ki ga je gostila dvorana, pa je bil, mogoče kdo ve? Slovenska popevka je bila kakšno leto kasneje, prej pa je bil še mednarodni šahovski turnir, tako je, ja, ki so se ga udeležili svetovni mojstri, kot so zmagovalec turnirja Sovjet Mikal Tal, mađarski velemojster Lajos Športič, Argentinec Miguel Najdorf, 8. je bil slovenski velemojster, mogoče kdo ve kateri? Bruno Parma, ja, tako je, super, ne, super sodelujemo. Na turnirju pa je zmagoval tudi komaj 18-letni Američan Bobby Fischer. Za nekatere največji šahovski genij vseh časov, za druge bizarnež, ki je še bolj enigmatično skrivnosten, kot moja punca, ko vprašam, kaj hoče jesti za kosilo. Bobby je sicer srebrno medaljo zapustil Bled, pamet je nekoliko zapustila njega. Na Bled se ni več vrnil, čeprav ga je že naslednje leto skladbo Pojdi spet na Bled nazaj vabila tudi Majda Sepe na, kot so menili že prej, prvi slovenski popevki. A več o slovenski popevki malo kasneje, zdaj je čas za Big Band Bled in Andrejo Geržina, ter skladbo Pojdi spet na Bled.
dneve in tedne in leta stojim na postaji in čakam kot toliko drugih na vlak, ki prihaja. Okolje pripeto na okna, na vrata vagona. In že spet se zavem, da sanjam že 30 let. To je bilo dekle črnih las in begavih oči. To je bilo dekle, da bi zanj pozabil vse noči. Bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj. Zdaj le spomin na njene oči še živi. Bilo je pravo dekle, dekle črnih las in begavih oči. To je bilo dekle, da bi zanj pozabil vse noči. Bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj. Zdaj le spomin na njene oči še živi. To je bilo dekle črnih las in begavih oči. To je bilo dekle, da bi zanj pozabil vse noči. Bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj. Zdaj le spomin na njene oči še živi. Zdaj le spomin na njene oči še živi. No, tole pa je bila skladba 30 let in Tim Vogelik iz glasbenega studia Sminka. Tim še ni star 30, mislim, da ne. Je pa leta 1962 ravno še 30 bil star Stane Mancini, pevec, ki je v alternaciji z Beti Jurkovič odpel zmagovalno skladbo prve slovenske popevke, tukaj le na Bledu, Mandolina. Ja, festivalna dvorana Bled je po šahovski otvoritvi postala prizorišče pomembnih glasbenih dogodkov v takratnem času. Se je gostila festivale in prireditve, kot so Jugoslovanski jazz festival, Alpski večeri narodno-zabavne glasbe, nastope najboljših folklornih skupin takratne skupne države in seveda najpomembnejše glasbeno prireditev pri nas, slovensko popevko. Ta je nastala kot odgovor drugim zanimivim festivalom, ki so si odvijali v naši okolici, bližnji in daljni, kot sta na primer San Remo in Opatija. Bled pa je bil kot turistični biser idealna lokacija za njeno premierno izvedbo.
Na prvi slovenski popevki je sicer nastopilo 10 pevk in pevcev, večina je odpela po 4 pesmi, le Marijana Držaj 5. Morda je poleg izjemnega vokala k temu pripomogla tudi dejstvo, da je bila v komisiji za izbor pesmi na festivalu. Zmagala je, kot rečeno, mandolina, tretja je bila prej slišana Pojdi spet na Bled, nagrado za najboljše besedilo pa je dobil Gregor Staniša za pesem Zemlja pleše. Dirigent Primož Grašič, prosim. Se vrti na svet, zemlja pleše, tja med zveste. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tja med zveste. In z njo grad vsak oblak, in vse ceste in celota najemani dom. Se vrti ta svet, zemlja pleše, tja med zveste. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec kontrabas, zemlja pleše, tja med zveste. In z njo grad vsak oblak, in vse ceste in celota najemani dom. In celota najemani dom. Hvala lepa.
skladba Kaj je to življenje v izvedbi Aje Koblar-Tutič iz studija Osminka. Gremo naprej. Da je Bled v 60 letih prejšnjega stoletja le dobil svojo moderno festivalno dvorano, gre velika zasluga prizadevanjem različnih posameznikov in organizacij tistega časa, predvsem turističnemu društvu Bled. Pomenila naj bi namreč nadomestek za zdraviliški dom, ki se je nahajal v zdraviliškem parku pod sedanjim hotelom Rikli in je bil takrat namenjen družabnemu življenju v turističnem centru Bleda. Torej je ena glavnih motivacij za zgraditev te dvorane bil turizem, kar ni čisto nič čudno, otok z ostalimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi, kar sam namreč kliče obiskovalce od blizu in od daleč, in čudno bi bilo, če turizem ne bi bil glavna gospodarska panoga v kraju. Pravzaprav je turizem tukaj ljudem že položen v zidovko. Ne glede na to, kaj boste počeli, Blejci in Blejke, kot mladi so vaši poklici in hobiji vsaj subtilno, če ne direktno povezani s skrbjo za turistično dediščino. Vam pokažem nekaj primerov, recimo na znanih osebnostih, ki so bile ali pa so zdaj nekako povezane z Bledom. Recimo Iztok Čop, sicer iz Radovljice, ampak treniral je tukaj na Bledu in če bi se mu kadarkoli svižila ta kariera, bi preprosto iz tega sedečega položaja šel stoječega in postal pletnar. In bi imel najhitrejšo pletno na Bledu, jaz sem mu celo spisal že slogan, hitra pletna Iztok Čop, na otok pelje vas hop hop. Približno, to je taka rima, kot bi jo frizerke naredili, ampak pustimo. Potem imamo recimo Petra Florjančiča, vašega izumitelja, ki se je med drugim zamislil tudi airbag. Če mu ne bi uspel z njegovimi patenti, bi preprosto šel za sobarja v kakšen hotel in namesto da bi te polštre ves čas moral nekaj zlagati in tako naprej, bi enostavno uporabil svoj patent. Evo, dva airbaga, izvolite, vlečite se in tako naprej. Špela Pretnar, wow, naša nekdanja smučarka z Bleda. Njena glavna panoga je bila včasih, vsaj začenjala kariero in bila najuspešnejša v njej, je bil veleslalom. In vsi vemo, kakšen je položaj rok v veleslalom. Približno takole, kateri poklic na Bledu ima še tako roke? Fjakar, Fjakar. Komod, skratka, če Špela ne bi bila zdaj zaposlena na Smučarski zvezi Slovenije, komod bi šla za fjakarco, bi slalomirala med turisti in tako naprej. Včasih ste na Bledu imeli tudi odbojkarski klub ACH Voli, pa so šli v Ljubljano, bog ve zakaj, ampak mogoče lahko pridejo kdaj nazaj v bolj turistični vlogi. Zakaj? Ker pri odbojki je najboljši ta troplastni napad, to se pravi sprejem, podaja in zabijanje oziroma napad. Kaj ima še 3 različne plasti? Kremšnita. Okoli listnato testo, to je sprejem, potem imamo smetano, to je podaja in potem še seveda jajčna krema, ki je pa napad na vaše bombončice oziroma na vaše srce, odvisno kako ste fit. Skratka, ACH Voli, če hoče kdaj priti nazaj, pomočajo tudi po hotel park delati na mesta, igrajo odbojko. No, na kariero v turizmu pa se je očitno pripravljal tudi izvirni izvajalec naslednje pesmi, to je Oto Pestner. Čeprav z Bledom ni pretirano povezan, je vedel, da ga tukaj lahko čaka nadomestna kariera, če mu ne bo uspelo kot pevcu popularne glasbe. Pesem, ki jo bomo slišali, Mary Ann, je namreč najprej posnel v slovenščini, potem pa še v nemščini. Za vsak slučaj, če bi slučajno moral to pesem peti na kakšni terasi avstrijskim in nemškim turistom tam ob jezeru. In še tale zanimivost, v Nemčiji je singel izdal pod psevdonimom. A vas zanima, kakšno ime se je izbral za Nemčijo? Mogoče kdo ve? Vam jaz povem Oto Pestner. Ampak, pa ste Oto z 2 T-jema. Ja, Oto, ja, ne? Torej, dame in gospodje, Big Band Bled, Marko Zemljič in Mary Ann. Never
ni zaveš, če se pismo izgubi. Hvala lepa. Seveda pa je potrebno tudi v turizmu iti v korak s časom, ne glede na to, kakšne naravne in kulturne znamenitosti nosi kraj že sam po sebi. Predvsem razvoj kongresnega turizma na delu je tako v zadnjih 2 desetletjih majčkeno zaostal za ostalima pomembnima kongresnima centroma v državi, Portorožem in Ljubljano. Zaradi novih trendov v poslovnem turizmu je bilo tako nujno potrebna drugačna funkcionalna organizacija prostorov v festivalni dvorani Bled, ki jo bo prinesel prav prenovljeni južni del dvorane, ki ga danes otvarjamo. Površine v tem delu dvorane bodo popolnoma prilagodljive potrebam naročnika, izboljšali pa se bodo tudi pogoji za tehnično osebje v dvorani. Skratka, dvorane bodo primerne za marsikaj, za predavanje, konference, sejme, razstave, poroke, pogrebe. Malo sem pogledal tudi cenik, če mogoče koga zanima. Gospod župan je že omenil, da so poslovali z dobičkom, tako da kar v redu. No, mogoče povem samo to, da je najem novih dvoran precej ugoden, če želite recimo najeti avlo tukaj spredi, pa za kakšen bridge turnir ali kakšno razstavo, kakorkoli, pa se vam je bolj splača najeti polet kot pozimi, verjetno, ker je treba še skidati sneg. No, se mi pa zdi, da želi Bled predvsem več delati na poročnem turizmu in tudi festivalna dvorana nekako subtilno namiguje, da so poroke fajn, da so nekaj modernega. Naslednji 2 predstavi, ki se boste odvili prav na tem odru, se namreč imenujeta Dekliščina in pa Tvoj bodoči bivši mož. Če bo kdo ohcet organiziral v festivalni dvorani, pa lahko vprašate za kakšen količinski popust, mogoče še za vašo drugo pa tretjo poroko, dobite kaj popusta. No, za najem dvorane za poroko sta ponavadi potrebna oba, kar je tudi naslov naslednje skladbe v izvedbi Aje Koblar-Tutič in Tima Bobelnika iz glasbenega studija Osmika. Prosim. Kako ne znova začnem, če meni še gori, kako navadim naj se, da te že leto ni. Ne znam in nočem tega, še vedno upam, da prideš morda še kdaj tja, kjer skupaj sva bila. Stiskam obe dlani, kot si takrat jih ti. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objavila in pesem od
po vašem ljubiva. Prebijam se skozi dan in mi nekako gre, ako spet pade večer, še vedno stiskane. Premalajo se besed, ki vidim pisane, na očeh sama živi, bez tebe mi gre. Stiskam v pestami, ko si takrat med ti. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva in pesem bo odpeta, spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekoč se najdeva, oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Mi amor, entiendo que es así, espero que algún día vuelvas a mí. Morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva in pesem bo odpeta, spet le za naju dva. Morda pa skozi leta nekoč se najdeva, oba verjameva, oba še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Oba še ljubiva. Čez 1000 let, ko naju več ne bo, bo spet prav tak večer, kot je nocoj. Na modrem nebu oddaljenim sveta, spet kot nocoj bo Orion sijal. Zeleni hrad, ki bo šumeval noč. Takrat prestaro temno bo nebo, šumel bo vetru, kot te nas spomni. Na ta večer, ko stara sva pomni. Skoz prah bo trepetala istih zvezd, srebrna luč in nalivaj se bo to, prav takrat bo bil kot Pragodno tvojo zadnji mrak, sijal bo Orion. In prav takrat, kot jaz morda, bo rekla deklica, kako je daleč, kako je lep, kako vešči se njegovi Poljubi me za 1000 dolgih let, kot
No, tole pa je bil kolaž blejskih izvajalcev. Najprej je bila namreč z nami Blejka Nataša Trsteglav, potem je seveda tukaj še vedno z nami Big Band Bled, ki je ves čas na odru, lahko malo zaploskamo, da je A ste vsi izgledali? Ni. Kakšni duhici, no. Kako to, da večino vas ste pa mate, ne? No, mate neki punc. Kako to, da marate vražiti? Ti si užival, sem bil najbolj, gledajte obraz kitarista vse čas, kako on pa najbolj uživa v teh skladbah. Prej, ko je bil Dore mi gor, se mi zdi tako, da se bo zdaj pridružil. To je to, da si malo sami. In, kot sem že omenil, seveda tukaj je bil tudi mladinski pevski zbor Dore mi, ki pa so streljali od dvorane stran, lahko bi prišli peš tamle s Trubarjeve. Nadaljujemo v podobni postavi, še vedno bo z nami mladinski pevski zbor Dore mi, seveda Big Band Bled, ki pa se mu bosta tokrat pridružili pevki Andreja Gržina in Iva Stanič. Uživajte! Thank
slišali smo skladbe Glas stare ure, Mlade oči in Ko boš prišla na Bled, oziroma v Ivinem primeru Ko bom prišla na Bled. Besedilo slednje je napisal še nekdo, ki je rad zahajal na Bled, Frane Milčinski Ježek. Obiskovalci so ga tukaj lahko pogosto srečevali na sprehodih s soporovo Jano. No, ni pa edini Milčinski, ki je nekoč rad hodil na Bled. Na Bledu bomo namreč našli tudi v spisih Ježkovega očeta, Frana Milčinskega, ki bi, če bi bil letos še živ, praznoval 150. rojstni dan in svetovni rekord za daleč najstarejšega človeka na svetu. Žal temu ni tako, je pa davnega leta 1924 v dnevniku Jutro objavil tale humorni zapis o Bledu. Spis je sicer v obliki pisma njegovi fiktivni adresatki in upam, da vam bo tale nekoliko skrajšana verzija pri srcu. Naslov pa je Bled 2. Aha, še to? Veste vsi, kaj je Bled 2? A kdo ve, kaj je Bled 2? En mlad gospod, ne ve, dobro. Vam bom razložil, kako razložijo to v knjigi. Bled 2 je zahodni del Blejske jezerske obale in okolice, kraj letovanja za manj petične letoviščere, to se pravi tam okoli Zake. Potem pa je nasprotje od Bleda 2 Bled 1, kjer seveda so območje velikih hotelov in dražjih privatnih sob. Tako da boste vedeli, malo za kontekst. Torej, Bled 2. Bled 2, oj, dražestni Bled 2, le zate bije mi srce. Bam, bam, bam. O, milostiva, skrušam prošim vaše plemenito srce od puščanja. Včasih so se posrečali mojemu peresu lepši verzi, to da sem na Bledu 2 in vsak hip klenka semka iz otoka na Bledu 1 romarski zvonec. Bam, bam, bam. In ne moram nič pametnega pisati. Žal mi je Bleda 2, kajti smo s hrano prav zadovoljni. Na Bledu 1 pravijo, da so porcije veliko manjše. Zato nima Bled 1 prav nič povoda, da nam bi venomer klenka na ušesa. Tukaj je tudi jako odličen odvetnik, ki pravi bam, bam, bam. Milostljiva, ni odvetnik, ki pravi bam, 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 nego zvon tako pravi. Odvetnik pa je dejal, da je tako klenkanje zoper taksni zakon in bi se morala prej položiti taksa. 5 dinarjev za željo in še 20 za njeno rešitev. Bam, bam, bam. Atek je v zlic klenkanju bil jako razburjen in je iz hiše planil proti jezeru. Kopac se ni šel, ker ni umazan. Mora biti je zato planil, da bi se zaradi vsega klenkanja utopil. V jezeru se večkrat kdo utopi, to da so do sedaj še vsakega rešili. Če ne isti dan, pa drugi ali tretji dan. Tukaj je jako lepo, posebno ob kosilu in večeri, ker imamo pri gospe v restavraciji protekcijo, ker ji Atek piše jedilne liste. Atek pravi, da so jedilni listi najbolj pametna stvar, kar jih je do sedaj spisal. Naša vila, tako pravijo, hiša na Bledu, ima v vsakem nadstropju stranišče, v restavraciji sta 2 in pri kopališču 1 in smo sploh jako zadovoljni, kar se tega tiče. Kdor pa je umazan, se lahko kopa v jezeru. Sploh je Bled 2 poln poezije, naprimer po jezeru, bistri glava, čolnič plava in stane vožnja do otoka 20 dinarjev. Vreme je jako stanovitno, vsak dan je dež. Gospod restavrer vzlic s temu ni zadovoljen in je rekel, da bo barometer poslal v popravilo. Poleg Bleda 2 leži Bled 1. Tam je vse jako gospodsko. Na cestah gori elektrika tudi po dnevi in povsod je vhod prepovedan. Vse gospe in gospodične tam imajo lepo poslikane obraze in v rokah debele palice. Atek je rekel, če bi jih kdo hotel poljubiti, pa bi ga udarili s palico, da jim ne bi pokvaril slikarije na obrazu. Popoldne grem tudi sam na otok zvonit in si želet. In si bom zaželel, da ljudje ne bi zvonili. Ali da vsaj ne bi zvonili ves ljubi dan. Povsod imajo uradne ure, pa ne bi bile še tukaj. 1 uro dopoldne in 1 uro popoldne, vmes pa 3 ure za malico. Bam, bam, bam. Poljubljam vam vaše drobnejšimi roke in se vam klanjam. Vaš Fridolin Žovna. Tako je svoje prihode ob, na in po jezeru opisal avtor potalcev Fran Milčinski. Tudi mi se bomo malo odpravili po jezeru, še prej pa skladba S teboj in Big Band Bled.
Naš lepi ples, srce ti znajo
slišali smo še skladbi po jezeru izvedbi harmonikarja Gašperja Primožiča in Andreja Gežina ter Bled, naš lepi Bled, ki sta izvedla Big Band Bled in Iva Stanič. In res je lep Bled, s tem se tudi jaz strinjam. Ko sem bil mlad, sem precej zahajal sem, imamo namreč vikend tam naprej od Napolitanke, kaj je ta hotel? Golf, ja, tako, nečem naprej. Zdaj sicer živim na Barju v mestni občini Ljubljana, ampak moram reči, da se ne more nikakor primerjati z Bledom. Pravzaprav se težko katerikoli kraj primerja z lepoto Bleda in temu pritrjujejo tudi statistični podatki. Jaz sem vam pripravil 5 različnih statističnih podatkov, da vam res dokažem, da je Bled pa uberales. In sicer prvo dejstvo, sosedje tukaj v občini Bled ti niso preblizu. V občini Bled namreč živi 113 prebivalcev na kvadratni kilometr, v Ljubljani je recimo kar 1041. Skratka, gužba na Bledu ni toliko. Drugo dejstvo, prej smo omenjali Portorož kot konkurenco v kongresni dejavnosti. Ok, za kongresne goste ima lepo poskrbljeno, ampak kako je pa z domačini? Na Bledu je povprečna velikost stanovanja 95 kvadratnih metrov, v občini Piran, kjer je tudi Portorož, pa samo 68 kvadratnih metrov. Zdaj ne vem, kako je z vami, ampak jaz imam recimo jedilnico pa kopalnico vrsti ločen, tako da težko, da bi tukaj Portorož premalo zleči. Tretje dejstvo, pojdimo k najbolj rivalski občini Bohinj. Na Bledu živi 200 več žensk kot moških, v Bohinju je žensk samo 50 več. Sploh ne bomo razgledali, kakšne prednosti pa našem. Potem imamo dejstvo številka 4. Jaz moram reči, da sem velik ljubitelj slapov, zelo rad jih hodim obiskovati in najvišji v bližini Bleda je Vršanski slap, ki je visok 40 do 50 metrov, sem prebral. Najvišji slap, recimo pri nas na Barju, je v mojem umivalniku, kot pred Pipo, 40 do 50 cm in to je to, Bar je sama ravnina. In zadnje, peto dejstvo, a se spomnite, kdaj so na zadnje imeli kakšno odprte prenovljenih festivalnih prostorov v Cankarjevem domu v Ljubljani ali pa recimo v Portorožu. Tudi če so jih imeli včeraj, je to že daljna preteklost. Bled odpira prenovljene dvorane danes. Skratka, zmaga na celi črti, dajmo en aplavz za Bled. Bled, skratka, zmagovalec vsaj za eno noč, ki sicer ni poletna, pa vse eno lepa. Big Band Bled in Nataša Mester Trseglav, poletna noč.
Spoštovani gostje, s skokom v poletje ter s tem tudi prihodnost in novo obdobje smo skoraj pri koncu uradnega dela odprtja prenovljenega južnega dela festivalne dvorane Bled. Malo vas bomo vljudno povabili v prenovljene prostore, v prvo nadstropje, ko gledu novih funkcionalnosti dvorane in na pogostitev. In še dve drugi povabili, vabimo vas tudi ko gledu razstave drugega slikarskega Extempora Bled 2017 v predverju in hkrati da v knjigo vtisov na informacijskem punktu pišete, katera slika na razstavi vam je najljubša. Po koncu razstave bo namreč avtor slike, za katero je glasovalo največ obiskovalcev, prejel posebno častno priznanje. In drugo vabilo, vabimo tudi k dobrodelni prodajni razstavi kolekcije blagovne znamke Biseri, varovalcev CUDV Radovljica, prav tako v predverju. Festivalni dvorani ob zaključku želimo, da bo še naprej služila svojemu glavnemu namenu, združevanju ljudi, pa ne si bo to za mestne, kulturne, športne, poslovne ali turistične namene. Vam, dragi obiskovalci in obiskovalke, pa želimo predvsem prijetne praznike ter srečno in čim bolj razgibano v novih časih. Naj bo vaše življenje en prijeten vrtiljak. Lahko noč.
Dober večer, dobrodošli tudi v zgornjih prenovljenih prostorih, kar pridite mečkam bliže, nad cebat. Bliže, ko boste mizam, bliže boste hrani in pijači, tudi potem kasneje. Nas pa čaka še krajša slavnostna otvoritev. Z nami je tudi, kot rečeno že prej, moški pevski zbor Triglav, plesce Bled in dirigentka Mateja Praprotnik. Tole bo Gorenjska. Izvolite. Gorenjci, ljudje smo veseli, dežele mile ljubi, zakaj bi ne vriskali peli, saj ponos nam dviga srce. Ti take planjave, ti take višave, kje take višave, ničar je prirodni, tako razdodi. Zdaj pa k mikrofonu vabim še direktorja Zavoda za kulturo Bled, gospoda Matjaža Završnika. Izvolite. Lep dober večer vsem skupaj, spoštovani gospe in gospodje. Tako kot smo obljubili, smo vas skozi program pripeljali iz preteklosti v sedanjost festivalne dvorane. To, kar vidite, je preurejen južni del dvorane in predmet, da rečem, te naše zadnje pridobitve. In dovolite mi, da vam povem v zvezi s tem par besed. To, kar vidite, seveda ni vse. Za stenami so preurejeni prostori, tudi tehnični, ki omogočajo boljše delo tehnikom, simultanim prevajalcem, lokalni televiziji. Nad nami je cel kup novih inštalacij za prezračevanje, za ogrevanje, ravno tako tukaj v zadaj. Potem v nadaljevanju dvorane klimatizirani je oder in zamenjana je kompletna kurilnica, tako da vse skupaj v tej dvorani, kar smo novega pridobili, je vredno več kot 750.000 evrov. Jaz sem dolžan povedati tudi, odkot ti viri, nekaj povedati tudi župan, ampak vseeno moram to poudariti. Pogodba upravljavska, s katero mi upravljamo Blejski grad, je po mojem mnenju zelo dobra. Ena boljših stvari, ki se nam je dogodila, to pa predvsem zaradi tega, ker danes za kulturo praktično povsod zmanjkuje denarja. Tudi vsi proračuni so v težavah. Prihodki iz Blejskega gradu pa nam glede na pogodbo tako, kot je, omogočajo, da en del denarja namenjamo tudi za lokalne kulturne projekte in prav prenova festivalne dvorane je en primer, kaj smo naredili praktično iz vstopnine na Blejskem gradu, poleg tega, da smo seveda grad že v celoti skoraj v notranjosti obnovili. Nadaljujemo seveda tudi v bodoče z Mrakovo domačijo, s pristavo in z drugimi kulturnimi projekti. Ne bi bilo pa
fair, če ne bi v tem trenutku omenil tudi tistih, ki so poskrbeli za to investicijo. Projektantki sta bili gospe Nena Gabrovec in pa Mojca Kozbek-Klimos iz Ljubljane. Izvajalci je bilo podjetje Lesnina MG Oprema z svojimi subizvajalci, nad gradnjo pa je bdel gospod Miha Benedik. Še to bi povedal, da ko včasih gledamo vse te kolone ljudi, ki hodijo na grad, pa smo včasih mogoče večkrat tudi nejevoljni zaradi te gužve, pa vseeno se moramo zavedati, da nam prav ti obiskovalci omogočajo, da kulturno življenje v kraju, investicije v kulturno infrastrukturo v kraju lahko boljše in konkretneje realiziramo in razvijamo, kot pa v drugih krajih tudi vsebinsko, kajti podporniki smo tako festivala Bled glavni kot Okarina etnofestivala, pa še karkoli drugega se bo tudi v naslednjem letu, ki je posvečeno kulturi v turizmu in je Evropsko leto kulturne dediščine našlo. Tako da jaz mislim, da smo s stanjem takim, kot je, lahko kar zadovoljni. Ta dvorana nam bo omogočala boljše trženje, nam bo omogočala, da se bo v dvorani lahko še več raznolikih programov odvijalo. Nismo pa s tem še čisto na koncu rekel z celotnim programom, kajti dvorana taka, če vedno ne zadostuje vsem potrebnim karakteristikam kongresnega centra in razvoj se nakazuje na severni strani, ampak to je pa že predmet za bodočnost. Tako da še enkrat hvala lepa, ker ste se odzvali, pa še že vnaprej bi se zahvalil hiši Jezeržek, ki nas bo pogostila. Oni so naši partneri tudi v restavraciji na Blejskem gradu. Na koncu koncev bi vsem skupaj zaželil tudi nesrečno, predvsem pa zdravo novo leto 2018, ki prihaja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Završnik. Zdaj pa še enkrat moški pevski zbor Triglav Lesce Bled in potem pogostitev. Izvolite.